pismo. Včasih sem imel občutek, da ne da sedim v Astri, ampak v superkarju. Would you try to help me with this? Alright, come on. Ava se bo malo igrala, jaz sem pa nekaj v avtu povedal. A ja, budalo. Avta sploh pokazal nisem. Tole je Opel Astra, ta avto je bil prenovljen. In ta Astra, v kateri se Zavo zdaj peljeva, je karavanska. Za Opla veš, da s svojim karavanom ponovadi prav Sport Tourer, tako da tako je avto tudi ime. Alright, jump out. Dajmo začeti. Tole je Astra Sport Tourer z dizelskim motorjem, avtomatskim menjalnikom. Dizelski motor ima prostornino 1,5 litra, kilovatov vseh skupaj je 90. Mimogrede, to je močnejša varianta od obeh, ki jih lahko dobiš v povezavi s tem 1,5 litrskim dizlom. Tista bolj težko ima 13 kW manj, torej 77, kar se pa menjalnika tiče 9-stopenjski je. Pa še to, ob tej prenovi so pri Oplu poudarili, da so vsi motorji pa menjalniki praktično novi in v skladu s tem je bili tudi bolj varčni. Opel je rekel, da so vsi bencinarji po prenovi bolj varčni za 20%, to je petina, to ni mal, dizli pa za 17%, tudi to ni mal. Ampak pa prijemo pa do prakse. A veš, je tako, da sem mu nazadnje Opel Astra, sicer ne karavansko, ampak običajno v vlogu 236, če se ne motim. Takrat je imela še starejši motor, ne 1,5 litrski dizel s 3 vali, ampak 1,6 litrski dizel s 4 vali, 100 kW, 10 kW več, sprav dobrih 135-136 konjev. No in tist avto je meni ponudil 4,5, 4,7, pa če sem šel še kam drugam, ka sam podeželska vožnja 5,1, 5,2 max. Pri tem avtomobilu je pa sporaba tako. Jaz sem z njim naredil kar nekaj kilometrov in povprečna poraba se je pri meni ustavila med 5,6 pa 5,9, včasih je špricnila tudi čez 6. Torej v praksi, po mojih izkušnjah, ta avto porab mečken več. Je pa res, da sem s tem avtom manj varčno vozil, pa ne sem to veliko več, sem se vozil po avtocesti. Zdaj gruntam, ne? Jaz se z Astro nisem družil že 3 leta. Čist predolg, pa sem še pozal nazaj, pa sem pogledal, kaj sem o prejšnji Astri rekel v prejšnjem vlogu. Predvsem sem se osredotočil na vozne lastnosti in že takrat sem rekel, da se Astra pele odlično. No, potem je pa to vozniško izkušnjo Opel ob prenovi še nadgradil. A veš kako? Dobro, vse ukrepi so bili razmeroma preprosti, ne? Blažilniki so vsi novi, bolj natančen je tudi krmilni mehanizem in to se med vožnjo pozna. Pa ne samo to, Opel je s parimi kozmetičnimi popravki poskrbel tudi za to, da je Astra od zdaj naprej tudi bolj aerodinamična. Mislim, da ima kombi limuzina količnik zračnega upora 0,26, karavan, ja, ta še lepše reže zrak, no ta pa 0,25 pa drobi. Kar ne bi bilo med najboljšimi, če ne celo najboljši v segmentu. Pa mogoče en fun fact. Za Astro vsi vemo, da je naslednica Kadeta. Ne vem pa, če marsikdo ve, koliko časa Opel že dela karavane. Ta prvi Kadet karavan, če se jaz ne motim, je ven prišel leta 63. In že tist avto je nudil tretjo sedežno vrsto. Tale generacija Astra je pa ven prišla leta 2016. Valjda je bil čas, da Opel poskrbi za en facelift. Drugače, tako od ozunika gledaš, ne, velikih ali pa bistvenih sprememb ni. Ajde, malo se pozna tukaj pri maski, malo pri lučeh, sem pa keno. Ampak večje spremembe so vezane na tist, kar sem že omenil, ne, na nove motorje, menjalnike, na zboljšano varčnost, pa malo več se pozna tudi v kabini. Ti bom pokazal. Tako bom v senco zapeljal, veš kaj to heca, ne? Jaz se prevežem tudi, če avto prestavljam po parkirišču, po dvorišču doma, zato ker to je avtomatizem. To mora postati avtomatizem tudi v zadnji vrsti, drugi vrsti. Poglej, na prvi pogled tudi v kabini ni veliko novosti, vsaj kar se splošne arhitekture tiče. Ampak, poglej, vmesnik je nov. Mimogrede, Opel tukaj čestitke predvsem za preprostost pa preglednost. Pri vmesnikih je tako, da bolj kompliciraš, slabše. Vse skupaj je zelo preprosto razporejen. Poglej, gremo na nastavitev, imaš deljeno na sistem, aplikacije, vozilo, gremo sem. Imaš tudi tukaj vse stvari zelo lepo pa preprosto podane. No, pol je pa Astra postala bogatejša tudi za digitalno instrumentno ploščo. Po eni strani gre za ene vrste hibridno zasnovo, poglej, ker imaš na levi pa desni strani klasične merilnike. Te tukaj na sredini, te pa lahko prilagaš po svojem okusu. Jaz v tem primeru imam klasično postavitev, vse skupaj pa lahko 1, 2, 3 zamenjamo. No in v tem primeru je hitrost spisana pa zgori. V tem trenutku se ne premikam, zato je 0. Ampak ene stvari se pa ne da niti zanikati, še manj pa spregledati. Predvsem takrat, ko se v avto sedeš in ga začutiš, ko ga začneš peljati. Občutek kakovosti, sestavljenosti, no ta je res dober. Ker jaz recimo moram priznati, da meni tale kabina mi ne dogaja. Obenem pa trdim, da se tukaj noter izvrstno počutim. Tako sem se tudi v Astri že pred prenovo. Pač, ne vem, preprosta je, simple, malo je tudi old school.
Predvsem, če recimo primerjaš s to novim Golfom, kar pa seveda ne bi bilo fair, ker Golf je nov, ta avto je bil pa prenovljen. Bomo videli, kaj bo Opel z Astro pripravil čez par let. Hotel sem reči, da bomo videli, kaj bo Opel pripravil z Astro naslednje generacije. Ne? Pa še ena tehnična novost, obe kameri, tista, ki gleda naprej, ta je povezana tudi s sistemom za samodejno zaviranje, sta zboljšani, zaradi tega ta sistem deluje tudi boljš, prepozna tudi pešce. Tista, ki je pa zadnji, tista prikazuje pa lepšo sliko tukaj na zaslon. A še pokazati? Pa se veš, ok, bom. A veš, to je tako, ne, ki je odlična svetloba zunaj, to je zdajle, takrat vse kamere kažejo odlično, ne. Pol, ko se začne mračiti, ali pa celo po noč, ki je osvetlitve zelo malo, tam se pokaže, katere kamere za vzvratno vožnjo so res dobre. Pa ena stvar, to boš pokazal, ne, preden gremo na uporabnost, pa na kufer, bom pokazal pa eno stvar, ajde, to me pa je zmotil, ker verjamem, da je to ena izmed stvari, zaradi katerih ta avto učinkovito še reže zrak, ne. Ampak tale plastika tukaj spodaj, a vidiš, pismo, včasih sem imel občutek, da ne da sedim v Astri, ampak v superkarju, ker je toliko zelo nizka. Stalno sem praskal po tleh, vem, da neke velike škode ni, ne? Ampak vse. Ok, zdaj pa, ker govorimo o karavanu, valjda se moramo malo posvetiti tudi kufru. Veš, v osnovi so litri, ki jih ponujajo, kar dodarno odmerjeni, tudi približno pa nerazredno rekordni, za 540 litrov je vsega skupaj placa. Kakovost in obdelanost površin je na visokem nivoju, tudi prtljažnik je drugače pravilnih oblik. Vidiš, če pogledaš sedeže, deli se v razmerju 40-20. 40. Tale polivinil, ki si ga videl na vogalu, ta avto je precej nov, tukaj je tale mreža, ki jo postaviš, zahakaš v one luknje in potem lahko preprečeš, da ne bi kakšen tovor v primeru naleta oziroma prometne nesreče pripotoval po luftu v potniško kabino in koga poškodoval. Jaz tega ne bom ven jemal. Verjamem pa, da ta prvi novinar, ki bo to zares potreboval, da bo to izkoristil. Pa ni to tudi neka nova stvar, ki bi jo moral stestirati. Gre za stare tradicionalne sisteme oziroma načine zavarovanja prtljage. Pa tudi nakladalen rob vidiš je praktično raven, tukaj imaš tudi vzvode, s katerimi sprožiš, da se zici podrejo sami od sebe, oziroma da ti ne rabiš iti tja, jih podirati, lahko stojiš tukaj. In ko vse zice podreješ, je pa prostora za jurja 630 litrov. Dobar, toliko uporabnosti pa prostoru, zdaj pa caj, da naredim zaključek. A veš, Opel Astra je, če to prenesemo na človeško življenje, ena taka dama srednjih let, ki je ugotovila, da ni več v najboljši formi. Je skočila na fitness, porihtala je prehrano, pa tudi vse ostale stvari, postala je bolj čvrsta in vsestransko boljša, oziroma boljš pripravljena na to, kar mora znati ponuditi družini. Zato sem rekel družini, ker je to primarno družinski, no pa lahko tudi posloven avto. In Opel se mi zdi, da je ta prenova dobro uspela, Astra se še vedno pelje odlično. In glede tega sploh omenil nisem, ne, super je zatesnjena tudi kabina. Kar se videza tiče, ne se vsak sam odloči. Ne gre pa zanikati njene tudi tehnične naprednosti, zato ker sistemov je ogromen, ne bom vseh našteval. Tako da edina stvar, ki lahko rečem v zaključek, Opel job well done. Me pa zanima, kakšno zadevo boste pripravili, ko bo prišla naslednja Astra. Če sklepamo potem, kaj ste naredili s Corso, kakšno transformacijo je doživela, predvsem in tudi v vozniški plati, verjamem, da boste tudi tukaj šli še eno stopnico višji. No, tisto bo pa tudi zanimivo videti. Ok, je to. Je. Ajde.